Lepo pozdravljeni, dragi naši gledalke in gledalci. Za nami je lep sončen vikend, ki je v Beli krajini mineval predvsem v znamenju 34. vinske vigredi v Metliki, ki jo je v 3 dneh obiskalo več kot 20 000 ljudi. Tam smo bili tudi mi. Dobrodošli na 34. vinski vigredi. Tako so v petek popoldne odprli grajsko klet, polno najboljših belokranjskih vin, in vinska vigred se je začela. Nekateri so se takoj lotili pokušine nagrajenih vin, drugi pa pokušine belokranjskih dobrot, pripravljenih na malo drugačen način. Izhajamo iz starih receptov in če se le da, uporabljamo sestavine, ki zrastejo in se pridelajo v Beli krajini. 6 belokranjskih gostincev, povezanih v projektu Okusi Bele krajine, si že dobro leto prizadeva popestriti kulinarično ponudbo Bele krajine z avtohtonimi jedmi, pripravljenimi na sodoben način. Cilj je seveda, da stare jedi ponujemo in jih tržimo in seveda, da ponudimo nekaj malo spet drugačnega. Medtem ko smo mi pokušali izvirne in zelo okusne jedi belokranjskih gostincev, pa so v Konzumu odprli kulinarično razstavo Od zrna do kruha. Smo rekli, da bomo postavili vse svoje kruhe, ker smo ugotovili, da vsaka gospodinja speče drugačen kruh. Članice društva so spekle kruh različnih oblik in okusov, ki je na razstavi kraljeval med piškoti, rezanci in štruklji. Pripravile pa so tudi tradicionalno delavnico peke belokranjske pogače, ki so se je udeležile tudi slovenske vinske kraljice. Večina je mesila in pekla belokranjsko pogačo prvič. Jedla sem jo pa že, ja. Čeprav bi namesto tele janeža dala rajši od cvirke gor. A tako? Ja, mi Štajerci smo bolj na mastno in slastno navajeni. Kraljica Jeruzalemske vinske ceste pa je belokranjsko pogačo ocenila z oceno: odlično, lepo paše zraven vino. Mislim, da so to znale že naše babice, ker so svojim možem, ko so šli vino prodajati, spekle pogačo, da so ga lahko več prodali, da so lažje pili. Najboljšo pogačo pa je na letošnje ocenjevanje prinesla Anica Milič iz Adlešičev, ki je pred 4 leti pridobila certifikat za peko evropsko zaščitene belokranjske pogače. Pečem jo tudi za goste, tudi večkrat je na šank postavim, včasih tudi kako špehovko, ampak bom zdaj večkrat to spekla, pravo belokranjsko. Že nekaj let pa na vigredi podeljujejo tudi Laknerjevo čašo odličnosti, namenjeno gostincem, ki veliko pripomorejo k promociji belokranjskih vin in kulinarike. Letos je to priznanje prejel metliški hotel Bela krajina. Definitivno imajo eno boljših in bogatejših vinskih kart in veseli nas, da sodelujejo s tolikimi belokranjskimi vinarji in da seveda znajo pokombinirati ta domača vina z avtohtono belokranjsko kulinariko. Gostje vedno bolj zahtevajo tradicionalne jedi, pripravljene iz lokalno pridelanih surovin, pravi Matjaž Pešelj, ki poudarja, da smo ponosni, da prihajamo iz vinorodne dežele in da imamo odlično vino ter tudi kulinariko, ter to znamo tudi ponuditi našim gostom. Belokranjska vina in kulinariko je z veseljem promovirala tudi kraljica metliške Črnine Katja Jakljevič, ki je ob uradni otvoritvi vigredi s krono na glavi še zadnjič nagovorila zbrane in se poslovila s pesmijo. Metliška Črnina in Bela krajina vas prejmeta vedno odprtih dlani. Kraljičino vino pa svojo milino naj srca ogreje, polepša vam dni. Katja je odlično opravila svoje poslanstvo, so ocenili vsi, ki so se ji na odru zahvaljevali za njen trud. Na njeno leto kraljevanja pa jo bo spominjal tudi njen portret, delo slikarja Sama Kralja, ki ji ga je izročil predsednik kluba prijateljev metliške Črnine. Potem pa je Katja morala krono predati svoji naslednici, Jani Štajdohar iz Dragatuša. 22-letni študentki Višje šole za gostinstvo in turizem, ki že od malih nog raste s kulinariko in vinom, se ima njena družina v lasti restavracijo v Kanižarici.
Kot je dejala, bo s ponosom nadaljevala delo svojih predhodnic in predvsem promovirala odlična belokranjska vina, med katerimi ima posebno mesto metliška črnina. Želim jo promovirati, ker je res izjemno vino, prav tako pa se bom potrudila promovirati tudi belokranjsko kulinariko in pa turizem, ki je zanimiv v Beli krajini. Promocija turizma je namreč ni tuja, saj slovensko turistično organizacijo že sodeluje na sejmih v tujini. Za Belo krajino pa pravi: Bela krajina ima toliko lepot, včasih se mogoče Belokranjci tega ne zavedamo. Ko grem v svet, vidim, kakšne lepote imamo Belokranjci in to bi morali izkoristiti. Da bo kraljica svoje delo lažje opravljala, je dobila tudi ključe ekološkega vozila Toyota Yaris, ki je na prireditvenem prostoru že čakalo nanjo. Prva naloga novo okronane kraljice pa je bila zelo prijetna. Sodelovala je namreč pri podelitvi šampionskih odličij za najboljša vina na letošnjem ocenjevanju, na katerega so vinarji prinesli 311 vzorcev vin. Najvišjo oceno 19,80 je prejel Sauvignon 2003, ledeno vino iz vinske kleti Prus, ki je tudi šampion predikatnih vin. Obenem pa moram priznati, da je to vino lansko leto v Moldaviji prejelo od 100 možnih točk 95 točk. Smo veseli, pridelali smo kar 25 zlatih medalj, 14 velikih zlatih medalj. Sicer pa so Prusovi, ki obdelujejo 8,5 hektarjev vinogradov, v minulih letih na vinski Vigradi prejeli že zelo veliko šampionskih priznanj. Ker se povpraševanje po njihovih vinih venomer povečuje, so tudi letos zasadili 4100 novih trt. Seveda družina živi od vinogradništva in vinarstva. 6-članska družina, vina držimo direktno, gostinstvo posrednikov ni. Veliko manj se s trženjem ubada podjetnik Josip Rajakovič iz hrvaškega Krašiča, ki je za rumeni muškat letnik 2014 prejel naziv šampion tujih vin. Zadnjih 5 godina recimo sam opet šampion, znači svake godine se borim, proučavam vina i naravno da postanem iz godine u godinu šampion. Šampion tekočega letnika pa je postal Chardonnay iz metliške grajske kleti Šturm. Zelo smo veseli, da smo dobili to nagrado, še posebej pa smo veseli, da so vsi trije šampioni iz področja Svete Ane, kar pomeni, da od tukaj prihajajo le najboljša vina. Letos so na Vigradi dali še poseben poudarek evropsko zaščitenima vinoma Belokranjac in metliška črnina, kar so pozdravili mnogi. Bela krajina ne živi od predikatov, Bela krajina živi od teh množičnih sort, se pravi PTP-ju, in mislim, da je to pravi namen, da se tudi to poudari. Šampionski naziv za najboljšega Belokranjca PTP so podelili Jožetu Pečariču, za metliško črnino PTP pa Martinu Pečariču. Oba sta izčuril pri Metliki. Ja, mi dva sva soseda in oba dva odlična vinogradnika in kletarja. Tako da se en drugega dopolnjujemo. Jože Pečarič prideluje vino predvsem zase. Martin Pečarič, ki je na Vigradi prejel veliko priznanj za njegova vina, pa za prodajo. Jaz vedno trdim, da če si malo boljši od povprečja, če imaš malo svojo zgodbo, da se da vino prodati in pri nas ga kar prodamo brez nekih večjih težav. Je pa res, da največ pridelamo in prodamo metliške črnine in Belokranjca, zato je prav, da smo jima dali večjo veljavo, dodaja Pečarič. Pravzaprav od tega živimo večinoma vinarji. Vsa ostala vina so dodatek ponudbi vsake kleti. Da so belokranjska vina res odlična, so se prepričali vsi obiskovalci Vigradi, ki so po ocenah organizatorjev spili več kot 10 000 litrov. Ob tem pa pojedli več kot 200 jagenjčkov in odojkov ter več kot 600 belokranjskih pogač. Veliko ljudi smo naučili, kaj je belokranjska pogača. Vračajo se k nam in mislim, da smo jo ponesli v svet. Ne le članice Društva kmečkih žena, vsi ponudniki hrane in pijače so bili zadovoljni ob koncu Vigradi.
Tudi obisk degustacijske kleti je bil množičen, pravi predsednik Metliškega društva vinogradnikov. Način pitja definitivno je drugačen, ljudi uživajo v pitju in do nekje mere se nekako kontrolirajo, ni nobenih izgredov. Moramo se zavedati, da to niso vigredi, kot so bile pred 20 leti, takrat se je res pilo na količino. Danes ljudje pridejo na vinsko vigred in uživajo v dobri kapljici, tako kot se tudi spodobi za vino. Letošnja prireditev, ki je bilo tudi vreme naklonjeno, je uspela v vseh pogledih, pravi Zevnik. Zabeležili so močno povečan obisk. Srečali smo tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana, veliko gospodarstvenikov, županov in tudi člane Evropskega reda vitezov vina, ki so jih navdušila belokranjska vina. Odlični belokranjci, metliške črnine, sortna vina, tako frankinja, ostale bele sorte, o predikati itak, da ne govorimo. Sicer pa so ljudje čez dan z navdušenjem spremljali tudi kulturni program, ki ga je izvedlo več kot 700 nastopajočih. V večernih urah pa so se na 3 metliških trgih brez večjih pijančevanj zabavali dolgo v noč. Me veseli, da bom lahko nocoj tudi jaz tukaj prepevala vino, vino, zavrtelo nas je. Mogoče mi bodo celo na oder kaj prinesli, ne? Da bom lahko nazdravila iz odra dol. Ni dolgo čakala. Martin Pečarič je kmalu prinesel kozarec najboljše metliške črnine, ki je tudi kraljičino vino, in zabava se je lahko začela. Vino, vino, zavrtelo nas je, ogrelo nam je srce. Vinska vigred pa ni povezana le z odličnimi vini, kulinariko, kulturo in zabavo, pač pa tudi z rekreacijo. Letos je iz Ljubljane v Metliko prikolesarilo skoraj 500 kolesarjev, med njimi tudi veliko belokranjcev. Belokranjcev je zelo veliko, pač domačini imajo radi ta izlet in se vsako leto udeležujejo. Smo pa letos zabeležili presenetljivo udeležbo iz celotne Slovenije, iz vseh regij, vsi so zastopani tukaj. Imamo tudi večjo skupino iz Hrvaške, imamo tudi kolesarja iz Italije in iz Poljske. Najmlajši udeleženec kolesarskega izleta je štel le 14 let, najstarejši pa 76. Je kar naporno, no, premagovanje klancev. Tako, to je bila najštevilnejša skupina. Ja. Zaradi popolne zapore na Partizanki so morali letos na poti iz Ljubljane prevoziti še več kilometrov in klancev. Vendar so vsi srečno prispeli na cilj. Bilo pa je težko. Vsako leto je težje, ampak če je volja, se nekako da. Pravi 76-letni kolesar, ki se je že 4. udeležil tega tradicionalnega izleta. Kolesarstvo je zdravo tudi zato, ker ne trpijo toliko kolki, noge, gležnji. Nas je podučil. Našo pozornost pa je pritegnil še en kolesar, bolje rečeno njegovo kolo, ki je imelo že skoraj zgodovinsko vrednost. Sam ne vem, kako sem se sploh odločil, da bom z njim prispel iz Ljubljane v Metliko. Priznam, da sem se uštel. Izleta se bom še udeležil, ampak ne s tem kolesom, nam je zagotovil. Magari si bom sposodil specialko od koga, ne? A pa grem peš, s tem več ne grem. Prvič, zadnjič in nikoli več. Še marsikatero zgodbo smo zabeležili na Vigredi, tako po dnevi kot po noči. Tudi nastop folklorne skupine Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka, ki tradicionalno napoveduje, da se vinska Vigred bliža h koncu. V tem trenutku bi za 35. podpisal takoj, da je takšna kot 34. Je dejal Zevnik in družbi kraljice metliške črnine objavil, da je 34. vinska Vigred končana. To mene najbolj žalosti, so skupaj s kvintetom Dolc zapeli najbolj vztrajni. Vigred je torej končana. V Metliki že razmišljajo o prihodnji 35. prireditvi. Mi pa vas v prihodnjih minutah vodimo na gala koncert črnomaljske godbe Napihala, ki letos praznuje 150-letnico neprekinjenega delovanja. Slovesnega dogodka se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, častni pokrovitelj gala koncerta, ki so ga začeli malo drugače.
Tako so na prizorišče prikorakali godbeniki srednje generacije, ki tvorijo osrednje jedro črnomaljske godbe. Odločili smo se, da to našo zgodbo prikažemo kot povezovanje generacij in hkrati prikažemo godbe od pleh muzike do pihalnega orkestra. Zato so na koncert povabili tudi njihove veterane, godbenike, ki so pred leti igrali v njihovi godbi. Kar nekaj se jih je odzvalo povabilu in nastopilo na slavnostnem koncertu. Občinstvo, ki je do zadnjega sedeža zapolnilo dvorano osnovne šole Mirana Jarca, je z navdušenjem spremljalo prepletanje generacij in z glasnim ploskanjem pozdravilo prihod najmlajših članov godbe, ki so povezali staro in mlado generacijo. Ta koncert je bil tudi namen, da tudi te mlade izpostavimo, da se tudi oni počutijo zelo pomembne in ja mislim, da se tudi oni to zaslužijo, kajti oni so jedro za bodoče, da bo godba obstajala. Njen začetek sega v leto 1866, ko je Mihael Kramarič zbral nekaj sovrstnikov in jih začel učiti igrati na pihalne inštrumente. Sledili so vzponi in padci, a godba ni nikoli prenehala delovati. Pomembna mejnika v njenem delovanju predstavljata leto 1986, ko je mesto dirigenta prevzel Anton Kralj, ki je godbo vodil polnih 23 let in jo iz tretje pripeljal v prvo jakostno skupino, kjer so še danes. In leto 2010, ko je dirigentsko palico prevzel Iztok Štrucelj, ki je v godbo prinesel nove ideje in svojo vizijo razvoja orkestra. Orkestra, ki, kot je v slavnostnem govoru dejala črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič, predstavlja pomemben del kulturne zakladnice občine Črnomelj. Godbenikom je čestital tudi predsednik države Borut Pahor. Slovesno jim je izročil državno zastavo in dejal: Danes črnomaljska godba s koncertom povezuje generacije. Za 150 let vašega delovanja, gospod predsednik, pa vam ob tej svečanem koncertu izročam v spomin na ta jubilej to zastavo, željo, da nas bi povezovali tudi naslednjih 150 let. Iskrene čestitke. Na slovesnosti pa so podelili tudi visoka priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Za več kot 30-letno delovanje v godbi so častno Galusovo značko prejeli Polona Godina Mavrič, Edi Hutar, Marjan Jakša, Andrej Matkovič in Jože Stariha. Posebni priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti pa so podelili Romanu Božiču, ki se v glasbeni dejavnosti udejstvuje že 45 let, in Alojzu Ravnikarju, ki je član godbe že 50 let. Posebno priznanje za dolgoletno udejstvovanje pa je Ravnikarju podelil tudi predsednik Zveze slovenskih godb. Nas pa je zanimalo, kaj ga motivira, da kar pol stoletja igra v godbi. Kot prvo veselje do glasbe, kot drugo pa družabnost, druženje z drugimi. To je motivacija. V 150 letih se je sicer marsikaj spremenilo, pravi Ravnikar. Tudi način igranja, inštrumenti so se zelo poboljšali. Včasih so bili slabi, smo go sanga popravljati. Zdaj pa to kupiš dobre inštrumente. Pa noti material se je tudi dosti zdaj skladateljev, ki skladajo prav za pihalne orkestre. Nekaj takšnih skladb je občinstvo slišalo v koncertnem delu večera, ki je navdušil vse zbrane. Poleg tega, da je godba iz Črnomlja ena najstarejših, kot je bilo danes že večkrat rečeno, je tudi ena najboljših. Predvsem se pozna, da imajo odličnega dirigenta, ki se izobražuje in ta dirigent zna svoje znanje, svojo energijo prenesti mladim in vsem ostalim, in ko je to skupaj, se sliši tako, kot se je danes, čudovito.
Kaj sploh naj rečem? Mislim, jaz sem navdušen nad današnjim koncertom in vsaka taka čestitka je dobrodošla meni za spodbudo za najprej in tudi našim godbenikom. Tokratni koncertni večer pa ni bil edini dogodek, ki so ga godbeniki pripravili ob 150-letnici njihove godbe. V mesecu juniju bo drugi del te naše zgodbe. Takrat bomo organizirali srečanje godb, Zveze godb in pihalni orkester Dolenjske in Bele krajine. To so srečanja, ki se vsako leto odvijajo pri pihalnem orkestru, ki praznuje obletnico. Tako da letos smo mi na vrsti, pričakujemo nekje 10 do 12 domačih orkestrov, pa še 2 gostujoča orkestra iz Jesenic in Litostroja. Na tokratnem koncertnem večeru pa so bile njihove gostje trebanjske mažorete, ki so dodobra popestrile večer in navdušile občinstvo v prepolni športni dvorani. Godbi čestitamo ob jubileju, vas pa v prihodnjih minutah vodimo na belokranjsko parado učenja, ki so jo v okviru tedna vseživljenjskega učenja že drugo leto zapored pripravili v črnomaljskem Ziku. Tokrat pod geslom Igrajmo se vse življenje. S ciljem medgeneracijskega povezovanja in izmenjave znanj preko iger so v kulturnem domu in njegovi okolici skušali prikazati čim več starih, že skoraj pozabljenih iger. Ki povezujejo ljudi pri druženju, sodelovanju. Sporočilo parade učenja je, da je pač človek socialno bitje, ki druženje potrebuje. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija pa druženje omejuje. Otroke bi res morali spraviti stran od računalnikov in da se bi družili na ta način. Ob igrah na prostem, tako kot so to počeli nekdaj. Mi smo se igrali to leta na paši, to ni bilo, ker nismo drugega imeli kot to. Stare, že skoraj pozabljene igre pa so bile zanimive tudi današnji mladini. Kje je lepše, z računalnikom ali kozo zadevati? Kozo zadevati! Z večino iger, ki so jim jih predstavljali starejši, so se sicer srečali prvič. Ja, prvič. Prvič? In je težko? Da, ne. So nam pa vsi zagotovili, da so igre zanimive in jih bodo igrali tudi doma. Igrali pa so se tudi črnomaljska županja in podžupana občin Semič in Metlika ter ob glasnem navijanju otrok skušali priti v nebesa. Na odru so mi pomagali pobirati, pač nisem imel sreče, začetek je bil zelo obetaven, potem pa ni šlo več naprej, ne da se pa goljufati. Prišla sem na prvo stopničko, ampak pol nazaj dol in še enkrat gor, pa dol pa nikakor več nazaj gor, ne? Ampak gre za to, gre za druženje, gre za uživanje in čestitke metliški podžupani, ki je uspelo priti v nebesa. Te igre se v otroštvu nisem igrala, pravi metliška podžupanja, ki jo je do zmage pripeljala. Dobra koncentracija, vživetost, ja. Dobro mi je šlo, res sem vesela. Veseli pa so bili vsi udeleženci tokratne parade učenja, ki so se družili ob igrah in ob stojnicah. To je meni jako lepo. Me pomladi malo, ne? Ki malo starejši pa mladi, ne? Pa se mi tudi počutimo mladega. Prenos znanj med generacijami je izredno pomemben v obe smeri, ne samo iz starejših na mlajše, tudi iz mlajših na starejše. Težko bi našteli, kaj vse so skupaj počeli udeleženci tokratne parade učenja, zbrani iz različnih belokranjskih društev, ustanov, vrtcev in šol. Pozornost vseh pa so z jurjevskimi plesi in običaji zagotovo pritegnili viniški devetošolci. Hoteli smo druge prebivalce tudi seznaniti s Jurjevem običaju na Vinici. Ja, mislim, da smo bili kar uspešni. Na njihovi šoli namreč že desetletja negujejo stare jurjevske običaje, ki jih 24. aprila na Jurjevo tudi predstavijo. Tudi letos je bilo tako. Plesali smo jurjevanske plese v šolski telovadnici zaradi dežja. Od hiše do hiše pa niste šli? Po plesih smo šli še od hiše do hiše in pobirali darove in peli pesmice in dali vejice. Brezove vejice pa so za srečo delili tudi na tokratni paradi.
Nekateri so jim zameno dali denar. To je običaj iz tistih krajev, iz katerih prihajam. Res je tako. Nekdaj so jurjašem dali jajca, danes pa denar. Vsako leto devetošolci pripravimo jurjevanje in si s tem tudi naberemo za zaključni izlet. Ste bili letos uspešni? Smo. Ja, mi smo tudi 79. leta na isti način. Nekatera znanja in izkušnje se torej uspešno ohranjajo in prenašajo na mlado generacijo. Druga pa, da jih ne bi pozabili, se jih moramo venomer učiti. In tudi to je bil eden izmed ciljev parade učenja. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa smo prihranili zgodbo, ki priča o tem, da dobrodelnost še živi. Da Slovenci radi pomagamo, če prepoznamo, da je nekdo v stiski. Tokrat so ljudje prepoznali stisko mlade študentke Anje Zamida iz srednje vasi pri Semiču, ki so ji v možganih odkrili okoli 2 cm veliko cisto, ki ji povzroča hude težave. Ja, lansko leto, glih takšen čas, so mi odkrili meningitis in slučajno je bila naključna najdba ta velika cista, ki je že zelo velika in odtesnjuje vse te predele, ki so zelo pomembne za delovanje človeka, in po eni strani sem zelo srečna za vso to, da se je vse to pripetilo in nekako tudi doživela sem veliko stvari, ki jih prej nisem videla, so mi bile samoumevne in sem se tudi zelo veliko naučila iz tega. Nam je pred začetkom dobrodelnega koncerta v Semiškem kulturnem centru pripovedovala Anja. Sredi minulega meseca je objavila svojo zgodbo na spletu in ljudi poprosila, da ji pomagajo zbrati 25 000 evrov, kolikor stane endoskopska operacija pri svetovno priznanem kirurgu v Nemčiji. Ja, jaz moram reči, da nisem pričakovala takšnega odziva, niti približno ne. Ampak hkrati sem zelo vesela za vse to in sem neizmerno hvaležna za vse, ki so prišli mi pomagati in sem tudi z njihovo pomočjo bližje cilju. Ljudje so se namreč hitro odzvali in začeli na različne načine zbirati denar, tudi s dobrodelnimi koncerti. V Beli krajini je akcija stekla na pobudo Društva prijateljev mladine Črnomelj. Ustanovili smo odbor, kjer smo se iz cele Bele krajine zbrali, nagovorili nastopajoče, ki so se, moram povedati, tudi vsi v en glas odpovedali popolnoma vsem honorarjem, se pravi, da na današnjem koncertu bodo vsi nastopili v dobrodelne namene za Anjo. Koncert je bil razprodan, še več. Zmanjkalo je vstopnic za vse, ki so želeli na koncert. Kot so nam dejali, ni pomembno, kdo bo na njem nastopal. Prišli so, da bi pomagali Anji. Ne, ni. Pomembno je, da prideš, da pomagaš, da odpreš tudi ti srce. V prvi vrsti namen. Namen pomagati, da bi Anja zares ozdravela. Želimo ji pomagati, če se ne da, in želimo, da bi uspelo. Na koncert pa so prišli tudi člani Društva Bela krajina, ki deluje v Ljubljani, in Anji izročili 1000 evrov, ki so jih zbrali. Tudi Belokranjci, živeči v Ljubljani, smo se odločili, da pomagamo Anji, predvsem iz razloga, ker je te pomoči potrebna, in tudi mi v društvu ne prvič pomagamo ljudem, ki so v stiski in pomoči potrebni. In si predvsem želimo, da bi seveda operacija uspela in da bi Anja nadaljevala svojo uspešno pot. Zagotovo bomo z vsemi temi aktivnostmi zbrali dovolj sredstev, da Anjo popeljemo oziroma spremimo na poti do njene ponovnega nasmeha in ozdravitve. Je bila še pred koncertom, ki so ga oblikovali številni nastopajoči, prepričana direktorica Semiškega kulturnega centra. Pred vso to stvarjo sem bila čisto brez energije in nisem vedela, kako se lotiti zadeve, ker pač tako ne gre več. Ampak ko vidim vse te ljudi in to energijo, me res napolni z močjo in še večjo voljo. Res hvala. Le 2 dni pozneje pa je Anja sporočila, da je za operacijo potreben denar zbran in prvi cilj dosežen. Zato so vse aktivnosti zaustavili, že napovedani dobrodelni koncert v Šentjerneju pa odpovedali. Jaz mislim, da je ta solidarnost v Sloveniji še prisotna, bom rekel predvsem med preprostimi ljudmi, ki se zavedajo stiske
se zavedajo tudi tega, da morda bomo tudi mi kdaj potrebovali to pomoč in dokler lahko daješ, si lahko srečen in zadovoljen. In zagotovo so ob uspešno zaključeni akciji zadovoljni vsi, ki so na kakršenkoli način pomagali vrniti nasmeh Anji, ki bo čez nekaj dni odpotovala v Nemčijo. 3. junija namreč Anjo čaka operacija. Verjamemo, da bo uspešna in da bo Anji vrnila nasmeh. Srečno, Anja, in srečno vsem vam, dragi naši gledalke in gledalci.